Prepih. Kolumnistka Jasna Podreka. Sem ženska, ki je popolnoma uničena in ne vem, kako se bom znova sestavila. Stara bom 72 let in nisem prepričana, da bom še živela tako dolgo, da bi si jo pomogla od tega, je na sodišču ob sojenju njenemu nekdanjemu soprogu povedala Francozinja Gisèle Pelicot. Dominique Pelicot je namreč svoji ženi med letoma 2011 in 2020 v hrano in pijačo vmešaval uspavalne tablete, nato pa novačil moške, da so jo posiljevali. Pri tem naj bi sodelovalo preko 70 moških. V skladu s francosko zakonodajo bi sojenje lahko potekalo za zaprtimi vrati, a je Gisèle Pelicot zahtevala, naj bo sojenje javno, saj je s tem dejanjem želela opogumiti druge ženske in pokazati, da se žrtvam ni treba sramovati. Na sodišču je povedala: ko si posiljena, te prevzame občutek sramu, ampak sram bi morali čutiti storilci, ne pa me. Poudarila je, da njen namen ni le razkritje grozot, ki jih je preživela, ampak opogumiti vse žrtve, da prekinejo molk in se osvobodijo sramu ter zahtevajo pravico. A sprašujem se, je res? Je sram resnično tam, kjer bi moral biti, ko govorimo o nasilju nad ženskami? Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami vsakič znova spremlja tudi vrsta očitkov, da z eksplicitnim govorom o nasilju nad ženskami diskriminiramo moške in zanemarjamo problem nasilja nad moškimi. Gre za vse prisotne očitke, ki jih tisti, ki se z nasiljem nad ženskami sistematično ukvarjamo, prejemamo ves čas. Vsakič znova tudi pojasnimo, da takšne trditve nikakor ne držijo, kajti vsi tisti, ki se borimo zoper nasilje nad ženskami, se tudi sicer borimo zoper vse oblike nasilja, ne glede na spol žrtve. A vsakič znova tudi poskušamo pojasniti, zakaj je tako pomembno posebej in eksplicitno opozarjati na problem nasilja nad ženskami, ki ga razumemo kot širši družbeni problem in kot eno hujših oblik kršenja človekovih pravic. Statistično gledano ženske v največji meri doživljajo oblike nasilja, kot so intimno partnersko nasilje, nasilje v družini, spolno nasilje, posilstva, prisilne poroke, pohabljanje spolnih organov, nasilje povezano s kršenjem reproduktivnih pravic, družinski in intimno partnerski umori ter trgovina z ljudmi. Gre za oblike nasilja, kjer so ženske žrtve v več kot 80%. Povzročitelji tovrstnih kaznivih dejanj pa pretežno moški. Že statistika pove, da nimamo opraviti zgolj s posamičnimi primeri nasilja, ampak gre za družbeni problem, ki v nesorazmerno večjem deležu prizadene ženske. Da je nasilje nad ženskami družbeni problem, pa pričajo tudi ugotovitve raziskav, da gre za oblike nasilja, ki niso naključne, ampak so odraz sistemskih in družbenih neenakosti, ki izhajajo iz še vedno prisotnih patriarhalnih struktur, ki na subtilen in prikrit način ostajajo del našega družbenega delovanja in prepričanj. Povezane so s spolnimi stereotipi, normami, ki tolerirajo takšno nasilje, in strukturami moči, ki ženskam omejujejo možnost za zaščito in pravico. To nasilje je globoko zakoreninjeno v družbenih in kulturnih sistemih ter pogosto ostaja nevidno ali celo sprejeto kot normalno. Ženske, ki doživljajo nasilje, so pogosto soočene z občutkom krivde in sramu, medtem ko storilci nemalokrat uživajo zaščito družbenega molka ali celo družbene podpore. Spomnimo se samo na javni protest pred ljubljanskim sodiščem, ko je potekalo sojenje domžalski peterici za skupinsko posilstvo mladoletnega dekleta, kjer je nekaj ljudi prineslo transparente, na katerih so žrtev z imenom in priimkom obtoževali, da laže, in jo tako postavili na javni sramotilni steber. Tudi v primeru Gisèle Pelicot, kjer so organi pregona v javnosti povedali, da imajo posnetke zlorab, Dominique Pelicot pa je zlorabe tudi priznal, najdemo skeptike, ki javno dvomijo o tem, da gospa ni ničesar vedela in jo obtožujejo sodelovanja pri lastnih zlorabah. Takšni odzivi so del širšega vzorca, ki ga pogosto spremljajo družbeni molk, relativizacije in celo iskanje opravičil za povzročitelje. Ničkolikokrat namreč slišimo komentarje, ki nasilna dejanja opravičujejo s patološkimi značilnostmi storilcev, od duševnih motenj do alkoholizma in težke preteklosti, ali celo prelagajo odgovornost na žrtev. Zakaj ni odšla? Zagotovo je nekaj naredila, da je to sprožila. Še več, mnogi, ki vedo za nasilje, izberejo tišino. Zakaj?
ker je to najmanj nelagodno. Ker nas pogovor o nasilju sooči z lastno odgovornostjo, da ne moremo biti le pasivni opazovalci. Tako nasilje ostaja ujeto za 4 stenami, skrito v neizrečenih zgodbah in družbenem molku, storilcem pa omogoča nadaljevanje zlorab. Tišina je namreč nasilju in povzročiteljem nasilja največji zaveznik. Ob dnevih boja proti nasilju nad ženskami se je zato pomembno vprašati, ali smo kot družba dovolj odločni v prekinjanju tišin in graditvi prostora, v katerem osebe, ki so preživele ali preživljajo nasilje, dobivajo jasna sporočila, da niso one krive za nasilje in da je odgovornost za nasilje izključno na tistemu, ki je nasilje povzročil. Zato naj to kolumno zaključim z zahvalo. Zahvalo Giselle Pelicot in vsem tistim, ki ob nasilju niste tiho. Kajti noben zakon ne bo zmožen zaščititi žrtev, če se bomo posamezniki in posameznici ter družba ob nasilju obračali stran in ne bomo zmožni povzročiteljem postavljati jasnih mej. Posebej govoriti o nasilju nad ženskami zato pomeni, da je narativ jasen, da je jasno, da za doživeto nasilje ni odgovorna žrtev, da je nasilje izbira in da mora sram ostati tam, kamor spada, pri povzročiteljih. Kolumna Prepih.